Možnost za zdravljenje spinalne mišične atrofije se je še pred kratkim zdela tako rekoč utopija, nekaj nedosegljivega. Danes je tu, med nami in prinaša ogromno upanja, ogromno spodbud za obolele in seveda njihove svojce. Kaj to pomeni, ta napredek v znanosti, v medicini, kako ga sprejemate pri društvu, ki ga vodite, in v kakšno prihodnost so zazrte oči vas in članov? Ja, drži, tako kot ste povedali, z razvojem novih zdravil prihaja neka nova doba, nova era obravnave bolnikov s tovrstnimi boleznimi. Seveda zdaj govorimo o spinalni mišični atrofiji, za katero so ta zdravila sedaj na voljo, za večino ostalih, skoraj vse ostale oblike živčno-mišičnih obolenj, na ta zdravila še čakamo. Vsekakor je pa to prvo takšno tarčno zdravilo, ki naslavlja sam vzrok bolezni, prineslo nek nov pogled v prihodnost. Seveda mi smo vedno zrli v prihodnost z upanjem, sedaj pa to upanje bistveno bolj realno, tudi za druge diagnoze. Za bolnike s SMA pa seveda to pomeni že spremembo v življenju. Za tiste, ki so pravkar rojeni, zdaj, ko bo omogočen diagnostika oziroma presejalni testi takoj ob rojstvu, seveda to pomeni obvladovanje bolezni v njenem samem izvoru. Za tiste, ki pa se že nekaj let soočajo s posledicami te bolezni, pa pomeni ustavitev napredovanja bolezni. In to je pri vsakomur, ki ima neko progresivno obolenje, torej bolezen, pri kateri se ve, da bo do posledice z leti vedno hujše oziroma vedno bolj opazne, je ustavitev tega napredovanja zelo pomemben vidik, ki vpliva tudi na to, kako bo človek v bodoče upravljal oziroma organiziral svoje življenje. Če ve, da bo lahko ostal aktiven vsaj toliko, kot je bil sedaj, če ve, da bo morda lahko še bolj aktiven, bo sigurno odprl nova vprašanja v življenju. In pri društvu se to tudi že deloma kaže v naših programih. Več je zanimanja recimo za samo fizioterapijo v smislu res spremljanja, kakšni so učinki zdravljenja, potem tudi na fizično funkcioniranje telesa, in se močno opaža, da tisti, ki se res intenzivno ukvarjajo s fizioterapijo, beležijo še boljše rezultate zdravljenja. Veliko je potem tudi zanimanja o pravilni prehrani, v sicer aktivnem življenju, tako da to so vidiki, ki so sedaj še bolj aktualni, odkar je zdravljenje prisotno. Kakšni pa so obeti pri drugih obolenjih iz te skupine? Bolezni. Kaj je na obzorju, kam so uprte oči obolelih? Ja, razvoj seveda teče tudi na področju drugih mišičnih in živčno-mišičnih obolenj. In sedaj, ko tisti, ki imamo kakšne druge diagnoze, vidimo, kakšno razliko prinaša zdravljenje SMA v življenje naših kolegov SMA, seveda vidimo, da je to upanje zelo realno. Seveda nobeno zdravilo ne nastane čez noč, niti ne v enem letu, ampak vendarle razvoj teh zdravil poteka že desetletja in počasi se bližamo prehodu v klinično prakso tudi pri nekaterih drugih diagnozah in seveda vsi to spremljamo z velikim optimizmom. Realnim optimizmom, ampak vendarle vemo, da se bližamo cilju.